Vse vas lepo pozdravljam v Jezušovem svetom imenu. Menje kot 50 dni do konca tega leta. Če bi tebe osebno nekako 1. januara pravo, kada se to zgodilo v tvojem osebnem življenju, to, ko se dogaja zdaj, kakšen bi bil tvoj odgovor, kakšna bi bila tvoja reakcija na to, ko bi tistome človeke pravo, kako bi gledal na njega, pa ti si malo si čuden, ko takše učiš, ali pa še mogoče kaj bolj groboga bi leko bil, bi verjetno bil odgovor, če bi nam štoj pravo, skozi koj moramo iti. Nego čim samo od tebe, od vas, pač pa tudi od sebe. Znate, dostakrat se zgodijo stvari, na štere mi ne moremo vplivati. In Gospod samo zna, zakaj se določene stvari dogajajo. In drugo vprašanje, kako pa je glede tvojega osebnega obnašanja v vsakoj situaciji, je zdaj proti koncu leta Bog še to tvoje osebno obnašanje, koliko je bilo na začetku, koliko si ti zadovoljen, koliko je zadovoljen za tvojim kompletnim življenjem. Dragi moji, vsi mi, vsaki med nami, vsi mi se nahajamo na enom potovanju od rojstva do smrti in to me potovanje, znate, ko se pravi življenje. Življenje tu na zemlji. Sebastian Knajp, nemški duhovnik, pisatelj in pa ustanovitelj knajpanja, zdravljenja z vodov, tisto v mrzlo, v toplo, vročo, štere odete v terme, tisti mogoče malo več znate od toga, na kakšen način to poteka. Sebastian Knajp je v enoj svojih knjig tok zapisuje naslednjo izpoved. Cilj našega življenja je dokazati stvarniku, da smo bili poslušni njegovi volji. Je to cilj tvojega življenja, tvojega osebnega življenja, kaj si poslušaj Božoj volji? Preveri sam pred sebe. V vsakom trenutku, na vsakom mestu, v vsakoj situaciji poslušaj Božoj volji. Vredno razmisleka. Dnes smo pogledali 3 osebe blizu Jezuša, štere so imele, štere so dobile izziv, štere bil spremenil njuvo potovanje skozi življenje. Lahko stanemo gor in preštejmo Božjo besedo v Lukači 9. tale od 57 pa do 62. Luka 9, 57 do 62. Tu je to zapisano. Ko so potovali, mu je med potjo nekdo rekel, Jezuše, za teboj bom hodil kamorkoli pojdeš. Jezus pa mu je dejal, lisice imajo brloge in ptice neba gnezda, sin človekov pa nima, kamor bi glavo naslonil. Nekemu drugemu pa je Jezus rekel, hodi za menoj. A ta je dejal,
Gospod, dovoli mi, da prej grem in pokopljem svojega očeta, ali skrbim za svojega oča do njegove smrti. To je bilo pravilo v judovstvu, koliko je potrebno poskrbeti za svoje odrasle starše. In te 60. vrstica, rekel mu je, pusti, naj mrtvi pokopljajo svoje mrtve, ti pa pojdi in oznanjaj Božje kraljestvo. Spet drugi mu je rekel, hodil bom za teboj, Gospod, a dovoli mi, da se prej poslovim od svojih domačih. Jezus pa mu je dejal, nihče, kdor položi roko na plug in se ozira nazaj, ni primeren za Božje kraljestvo. Nebeški Oče, hvala je tebi za tvojo drago sveto reč, štera je vodilo za naše življenje, kad bi prišli do toga večnoga cilja v tvojoj prisotnosti, v tvojom nebeškom kraljestvu, pomorenom, kad za istino ta reč bo to pravo vodilo, kamo znali, na kakšen način se odločati v vsakom trenutku in na kakšen način postopati in delati in živeti, kamo izpunili tvojo voljo. Blagoslovi moje brate, moje sestre, blagoslovi vsakoga, štere posluša tvojo besedo in daj nam modrosti, kad živimo to, kako je tvoja vola. In te prosim znova in te hvalim, Gospod, kad ti čuješ naše molitve, tudi za vse potrebe, štere so, kaj ti dosti potreb je, dosti potreb imamo in Jezus dragega te hvalim, kad nekaj si samo seznanjeni za vsem tem, poč pa ti boš dal tvoj odgovor. Pomorenom, kad ga spremljamo in proslavljamo tvoje sveto ime. Daj nam razumeti tvojo reč, štero nam ti učiš in živeti po njej. Amen. 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 Luka, evangelist Luka, za razliko od ostalih evangelistov, zelo obširno piše Jezusovo pot v Jerusalem, gdje dokončil svoje poslanstvo. 10 poglavij opisuje različne dogodke, različne čudeže, nauke, štere je Jezus včinil ali pa izpovedal v tom času. In če te pozorno štele to Božjo besedo, če te pozorno gledali v njo, te videli, te našli v vsakom dogodku, vsakom čudeže, vsakoj prilike, te našli eden nauk za sebe, eno navodilo za svoje krščansko življenje. Isto je tudi v tom tekstu, gdje je opisano dogajanje na začetku Jezusove zadnje poti v Jeruzalem. Tu imamo opis 3 ljudi, 3 oseb, štere so vsaki na svoj način doživeli svoje osebno srečanje z Jezusom. Vsaki na svoj način. Si se ti že osebno srečal z Jezusom? Si se že osebno srečal z Jezusom? Kako se je to srečanje končalo pravzaprav? Kako se to srečanje z njim nadaljuje v tvojem vsakodnevnem življenju? In 2 od teh 3 sta prišla sameva k Jezuše. Sameva sta se tako odločila. Zakaj? Poznajemo, probale ugotoviti ali pa poglednete, zakaj sta prišla njiva k Jezuše. Trečega pa je Jezus osebno povabo, naj nadaljuje svoje življenje v spremljanje, v sledenje Jezuše. Naj nadaljuje v sledenje Jezuše. In vsaki od teh 3 se je odzval na svoj način. Na svoj način. In vse te njove odgovore je Jezus tu, kad tako povem, komentiral. Vsakome je dal svoj nebeški, božanski komentar na njegov odgovor, dal je pripombo na odgovor, Bog še povedano, na njove izgovore. Znate, odgovor je eno, izgovor je pa drugo. In to je velika razlika. Pa pogledajmo najprej tistega prvega, šter je prišel z enim velikim navdušenjem k Jezuše. Bil je navdušen
verjetno tudi z velikimi pričakovanji. Ko se moge zdaj doživo domov Kyper z Jezusom na tom potovanje? Ko se mu doživo? Pa mogoče tudi si je mislil, kako mu je popularen, kako Jezusov sledilec. In tej prvi je zelo, zelo odločen. Zelo odločen je. Komakoli Jezus, ti ideš tak, idem tu je. Ta tu je idem. Za mene stjav njega preprek. Ne da nikši preprek. In znate, te bi leko pravili, haleluja, amen, slava Boge. Na takšen način je tej človek prišel k Jezusu. Ko nam to uči? Odkoj imamo tu pravzaprav govora? Tu je govora od jednoga čustvenega odziva. Samo čustvenega odziva, štiri pa, dragi moji, žal nema enega trdnega temela. Nema ene odgovornosti, nema ene stabilnosti, kaj bi se takšno nadaljevanje, kaj bi bilo takšno nadaljevanje, kakšen je bil začetek. Dragi moji, znate, Jezus nas ne želi samo navdušiti, pač pa nas Jezus želi odrešiti. Tukaj je velika razlika. Jezus nas želi odrešiti. Znači, to zavzema eno popolno spremembo, celo spremembo celoga človekovega življenja. To zahteva mnoga odrekanja tu. In če pogledamo tej celi tekst, šteroga smo prešteli, nam uči od cene resnične pripadnosti Jezuše. Od cene, štero je potrebno plačati v toj resničnoj, istinskoj pripadnosti Jezuše. In ob preštetom se mora vsake osebno pitati, ali sem jaz osebno pripravljene plačati ceno, ki mu sledo Jezuša. Spomnimo se cene, štero je on plačal. In to ne zahteva od mene, od tebe. Pa zahteva, pričakuje, znate, Bog od mene, od tebe, čista nikaj ne zahteva. Nič, čista nič. Dava samo dober predlog, štiri, da imel dober izhod. Bog nema do mene nikši zahtev, za voljo toga, kaj Jezus je plačal vse. Ko je bila Božja zahteva. Ali ges, ali ti to spremljamo, ali pa ne. Ali sem osebno pripravljene plačati ceno za sledenje Jezuša. To, kako sem že omenil, Jezus nam nikdar ne obečava eno življenje v navdušenje. Ne obečava nam, kamo nikdar v oblakaj mi živeli. Ne, dragi moji, če te pozorno šteli Božjo besedo, toga nikdar ne te zasledili v celoj Novoj zavezi, v celoj Bibliji. Znate, gnes mnogi tako imenovani duhovni učitelji glitav ponujajo, pa ti samo spremljaj Jezuša, pa da se vredi, vse boš leko, vse je dobro, vse boš imel po tvojoj želji. In kakšen je Jezusov odgovor na navdušenje toga prvega zagnanoga človeka, navdušenega človeka? Kakšen je njegov odgovor? Bar poglednemo. Malo pogledni okoli sebe. Jezus njime pravi, malo pogledni ti okoli sebe. Pogledni, ko vidiš, kako spremljaš ti dogajanje okoli sebe. Pogledni, koliko lisic je okoli tebe, štere se skrivajo v svojih brlogah. In znate, koliko lisice živejo? Što imamo dvomi kokoši doma? Pa ste že imeli obisk lisice? Vsako leto. Jo, na takšen način lisice živejo. Jezus ti od toga uči. Kradnejo, odnesejo, tako je ne njuvo.
Znate, takšne lisice, štere se skrivajo v brlogaj, one se poskrbijo za sebe, za svojo varnost, za svoje blagostanje. Tu uči Jezus od toga. In te dole prave, pogledaj okoli sebe in videl boš gnezda. Videl boš gnezda, ki mnogi z višine gledajo doj, vse okoli sebe v mislih, ki so nindr više, so nindr obrez vsega toga, odvojene od vsega dogajanja na tom svete. In te dole, na koncu Jezus pravi tome navdušence, zdaj pa pogledne mene. Zdaj pa pogledne mene. Gledaj na mene, ko vidiš? Ko vidiš ti na mene? Kako ljudi mene sprejema? Jezus tome človeke pravi. Kako njih nude mene zatočišče. Kako ljudje se geleko odpočinen, kako ljudje se geleko potožen, kako ljudje geleko potožen svoje gledanje na vse dogajanje na tom svetu. Jezusov odgovor tome prvome človeke. Dragi moji, Jezus nas tu pri tom prvom človeku spomne, kamo v hoje z njim. Imeli tu stiske. Soočati mu se mogli tu z probleme, s težavami, slabostmi, žalostjo, z boleznimi, s pomanjkanjem, tu z izgubami. Tu nas Jezus na to spomne in pričakuje, ali smo pripravljeni plačati to ceno. Ali, dragi moji, na vse te težave, s katerimi se mora Jezusov sledilec soočiti, Jezus pravi tok. Nekaj poglavij naprej, samo Luka 12, 32 tok pravi. Ne boj se, mala čreda, kajti vaš oče je sklenil, da vam da kraljestvo. Aleluja. Dragi moji, in zavolo toga obečanja, ne samo toga, pač pa za volo toga obečanja se splača, ne samo z enim navdušenjem, pač pa z iskrenostjo, z enim popolnim zavipanjem in vztrajnostjo hodite z in za Jezusom. Splača se. Zato, ker večna nagrada je dosta več vredna, kot pa plačilo cene, štero moramo plačati na toj poti odrešenja. Pogledajmo zdaj drugega človeka. Tej drugi človek pa je bil direktno pozvan od Jezusa. In znate, ko ne je pravo, ka ne da šel. On je ne pravo, ka ne da šel. Ne, kjemo šel. Tej druge izpostavlja eno drugo situacijo, štera je bila vodilo njegovega življenja. Izpostavlja eno drugo stvar v svojem življenju. On pravi, ka ima družino, ima familijo, štero postavlja on trenutno na prvo mesto v svojem življenju. In tu on pravi, ka se mora najprej poskrbeti za familijo, za blagostanje v družini. In tu za vse tisto, kar je kultura tistega časa zahtevala ali pričakovala od vsakoga posameznika. Dragi moji, Jezus tu pravzaprav uči od duhovno mrtvih in pa duhovno živih ljudi. Znate, duhovno mrtev človek, da sikdar najšel izgovore, ka ne bi izpolnil Božjega poziva v svojem življenju. Sikdar znova, da se najšlo nekaj, ko da ovira, da se najšlo nekaj, ko da opravičilo za svoje nedelovanje. To pa je pravzaprav, dragi moji,
to pravi Božja beseda, neposlušnost Božome pozive. Duhovno živi človek, pa da je sikdar pripravljene, sikdar da na razpolago za koj? Oznanjanje Božjega kraljestva. To je Jezus pravo, ti pa pojde in oznanjaj Bože kraljestvo. Za duhovno živega človeka ne obstajajo izgovore, kar ne bi oznanjo in pa opravilo Jezušovega naročila. Apostol Pavle je to lepo zapisal v pismi Rimljanom v 8. tale, gdje se najprej spitava, gdje se najprej pita in pravi, kdo nas bo ločil od Kristusove ljubezne? Kdo? Kdo nas bo ločil od Kristusove ljubezne? Mar stiska ali nadloga, preganjanje ali lakota, nagota ali nevarnost ali meč? In te v 37. veršu še dava odgovor. Toda v vseh teh preizkušnjah, to so preizkušnje, dragi moji, ko se meni in tebi dogaja v življenju zdaj, ali v vseh teh preizkušnjah zmagujemo, kak? Po njem. Aleluja. Po njem zmagujemo. Ne za voljo sebe, pač pa po njem zmagujemo, po njem, ki nas je zljubil. Dragi poslušalec, ti si zljubljene od živoga, svetoga Boga. In zato si leko zmagovalec. Kaj ti prepričan sem? Ne smrt, ne življenje, ne angeli, ne poglavarstva, ne sedanjost, ne prihodnost, ne moči, ne visokost, ne globokost, ne kakršnakoli druga stvar nas ne bo mogla ločiti od Božje ljubezni v Kristusu Jezusu, našem Gospodu. Aleluja. Je tok? Se zavedaš toga? Si odvisen od Božje ljubezni, od Božjega posredovanja v svojem življenju. Jezušova zapoved, ne samo tome človeke, pač pa vsakome Božjome deteti je, pusti mrtve stvari življenja, raje ide in oznanjaj Božje kraljestvo. Boj duhovno žive. Aleluja. Boj duhovno žive. In pogledamo še trećega človeka, šteri je prišel k Jezuše z eno namerov, kada ga sledil. Tuj odločitev trećega je zanimiva. Bar pogledajte, štite Božjo besedo in te videli, kako zanimiva je Božja beseda. In te treći človek pravi, ja bom, gremo slej do tebe, Jezus. Samo še ne zoj, ne ještě zoj, malo pozneje, še nekaj stvari moram za urediti, še nekaj moram ga pred slovesom od starega življenja napraviti. Znate, hoja za Jezusom, to je začetek enega novega življenja. In te človek pravi, a še nekaj moram od starega življenja, v tom starom življenju še nekaj moram napraviti. Tudi tome so bile družinske vezi trenutno pomembnejše, kot pa njegova resnična odločitev, kad je šel za Jezusom. Znate, te človek je na mesto, kad bi pravil, to, kot je Jozue pravil, ges in moj dom štemo slediti Jezusa. Slejmo biti poslušni Bogu, te je pravo, gremo, moj dom pa, je to doma. Ne. Bog želi načeši pristop. Dragi moji, mene tebe, ali pa tebe, leko sikdar znova, koj zavede, koj nas kroj odpela, ka svojo odločitev služenja Jezuše preložimo na pozneje. In ok drugoč, ne zojše. Pa zdaj imam tjavko, zdaj sem ještě mlade, pa zdaj sem
še poln idej, poln načrtov, poln ne vem koga vsega. Pa ne za še malo poznej. Pa dal tik pred smrtjo vbal čista zadosta, pa če je Jezus razbojnika tom na križi preleko, ki je mroga rejšo, pa te da za mene to je tako dobro. Ja. Pa boš imel te priložnost. Si siguren, ka to bo? Si siguren, ka pozneje, da za tebe obstajalo? So stvari materialnega življenja res nujnejše od duhovnega? Toga trečega človeka Jezus ne je zval. Ne ga je zval. Sam se je tako odločil in, dragi moji, zavedajmo se, da nam Bog, še enako ponavlja, čista nika ne vsiljuje. Samo ali je tebe Bog kaj silo, ka naj vodiš rangere, Damir tebe, Simon, Leja, Marica, Luize. Je šterome med dvome Bog kaj vsilo? Mene je nej. Mene je nej. Bog dava poziv in vsake se leko odzove, kak se šče. Tej treće je imel željo, imel je odločitev, ali ne zdaj, pozneje, ne še zdaj, svojo odločitev želej udejaniti pozneje in v budućnosti. Pa sledi, te bo tu zadosta. In znate, takšno prelaganje Jezus komentira zanimivo primerjavo iz takratnega vsakodnevnega življenja in pravi tok, nihče, kdor položi roko na plug in se ozira nazaj, ni primeren za Božje kraljestvo. Jaz se še dobro spomnim, ko je plug bilo potrebno vzeti v roke. Ja, z obema rokama si mogel plug držati. Trebalo ga je držati, dobro ga držati. Plug so vlekle živale in če si ga ne dobro držal, te je hitro skočil pa več ne oral. In druga stvar, štero Jezus tu pravi, če si se ti nazaj obrnil, si več ne imel kontrole nad plugom, pa je Pavel skočil, pa več pa ne dole oral. Dragi moji, dobro vodjene plug. Dobro vodjene plug, dobro zasojene plug zemljo, pa je to zemljo obročil. Je to zemljo pripravilo za eno novo sejtev, za sejtev semena. Dragi moje, Božja vola za naša življenja, za moje in tvoje življenje je, ka Božja beseda preorgej moje in tvoje življenje. Preobrnej to, kak je Božja sveta vola, kada te moje in tvoje življenje rodovitno za nebeško kraljestvo. To je Božja vola. In zato dobro pazi, ka se v tvojem osebnem življenju tej plug Božje svete besede, kjer noter ne zagozdi, kjer noter ne zgrabe, se noter ne pikne v kakšno skalo ali v kakšen koren, ka ne da več mogo orati naprej. Dragi poslušalec, dragi primere, 3 odločitve ljudi, 4 so bili blizu Jezusa. Blizu Jezusa so bili, ali niti eden je ne šel z njim naprej. Niti eden je ne šel z njim naprej. Vsak je imel svoj odgovor, svojo verzijo nadaljevanja svoje življenjske poti. In Božja beseda nam tu dava eno jasno opozorilo, eno zelo, zelo jasno opozorilo, kad mi ne bi delali takšne stvari.
A tudi mi ne bi delali takšnih odločitev. Jezus tudi ne pravi samo, da te načini so najdobre, pač pa jasno pravi, da takšni načini življenja nemajo večne bodočnosti v Božjem kraljestvu. Dragi moji, Božja beseda nam, mene, tebe, nikdar ne dava enoga lažnega upanja. Ne. Pravi tok, če tok, če je tok, je tok. Božja beseda nikdar ne dava lažnega upanja. V Luki 19:5 tok piše. Tok piše v Luki 19:5. Zahej, hitro splezaj dol. Danes. Ne jutro ali pa mogoče drugače. Danes moram namreč ostati v tvoji hiši. In dragi moji, tu znova vidimo Jezušov poziv, tako kot pri drugom človeku iz našega teksta, šterega smo prešteli. Vidimo Jezušov poziv. In kakšen je bil rezultat na te Jezušov poziv? 6. verš. In takoj, ne, enak drugač. Pa Jezus še tam moram videti, kako do drugi šli, pa ne vem, ko se. In takoj je splezal dol in ga z veseljem sprejel. Dragi moji, to je ta razlika, štero Bog pričakuje od vsakoga življenja, ka bi leko v njegovom življenju prišlo do prave spremembe. In kakšna je ta sprememba? Za Zaheja ima Jezus še eno pričevanje. Pravi tok, danes. Ne, mogoče enak bo. Danes je prišlo v to hišo odrešenje. Aleluja. Zahej je ne imel izgovorov. Zahej ne imel, ne čoko, ne je prelagal svojo odločitev. Čuje, poslušal in Bogu Jezušov poziv. Ko je v tvojem življenju danes, gnes, zdaj, te trenutek odrešenje, ali ni primeren za Božje kraljestvo. Ko je gnes v tvojem življenju? Dragi poslušalec, dragi prisoten, vidimo, kako hitro se leko v našem življenju zgodijo stvari, na štere potem nemamo vpliva. Kako hitro se leko, ko je zgodi, je več ne mreš napraviti osebno nobene spremembe. Zato vzememo opozorilo Božje besede, ne toliko geguči, pač pa toliko Božja beseda pravi. Vzememo opozorilo Božje besede za resno v svojih življenjih. Bog, dragi moji, Bog želi imeti vsakoga med nami v svojem kraljestvu. On želi imeti vsakoga v svojem kraljestvu, ali vsaki sam se odloča. Vsaki sam se odloča, če da se odzval Božjemu pozivu. Ko boš včinil ti osebno. Amen. Gospod Jezus, hvala je tebe za tvojo drago sveto reč. Hvala je tebe, ka nam je ona upozorilo, za to, ka bi živeli v tvojoj voli. Ne v svojoj voli, pač pa v tvojoj voli. Hvala te, Gospod sveti, ka nam ti skozi tvojo reč kažeš načine, na kakšne naj živimo, in tudi načine, na kakšne naj ne živimo. Jezus, dragi, pomori nam razumeti tvojo besedo, pomori nam jo sprejeti v svoja življenja, ka bi ona lahko preorala naša življenja in napravila spremembo, nas napravila rodovitne za tvoje nebeško kraljestvo. Blagoslovi vsakoga mojega brata,
svako mojo sestro, svakoga prisotnoga, svakoga poslušalca, štiri poslušamo tvojo reč, da bi zaistino ona napravila spremembo v naše življenje. In znova te prosim in ti hvalim za vse te potrebe, štiri imamo. Ne so prijetne te stvari. Gospod dragi, vidiš bremen v mojem življenju glede vsega toga, ko se dogaja. Ali Gospod dragi, vse to predajam tebe. In te prosim, da ti daš odgovor, da ti napraviš spremembo to, kako je tvoja sveta vola in pomore nam, da tudi mi napravimo spremembo v naše življenje, to, kot ti pričakuješ od vsakoga med nami. Gospod dragi, blagosloveno je te dan, štiri je pred nami, če nam ga daš doživeti, kako nam ga daš doživeti, da bi na vsakom koraku našega življenja bili tvoje svedocke in zaščiti ves tvoj narod. Gospod dragi, kamo slavile, proslavljale in hvalile tvoje sveto ime, štiri si veliki, sveti in živi Bog. Amen. Amen. Amen.